Vsak izmed nas se lahko znajde v duševni stiski. V situaciji, ko ne vemo kako, ne zmoremo ali ne znamo naprej. In vsak od nas lahko pomaga osebe v duševni stiski. Bolj pomembno, kot da uporabimo vse prave besede, je, da pokažemo pristno zanimanje. Osebi, ki je v stiski, poskusimo nuditi podporo, jo razumeti in ji prisluhniti. Da bomo lažje prepoznali, pristopili in pomagali, smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pripravili smernice, kako nuditi pomoč osebam v duševni stiski. V današnji epizodi se mi je pridružila docentka dr. Saška Roškar, univerzitetna diplomirana psihologinja. Govorili bova o tem, kaj je prva psihološka pomoč, kako lahko pomagamo in zakaj je pomembno, da smo opremljeni s takšnim znanjem. Kako pristopimo, kako začnemo pogovor, katere besede naj uporabimo. Ker v besedah je moč in v besedah je pomoč. Je tako? To drži? Pozdravljeni. Pozdravljeni. Začniva na samem začetku. Kaj v bistvu je prva psihološka pomoč? Psihološka prva pomoč je v bistvu postopek, s katerim prepoznamo osebo okrog nas, ki je v duševni stiski, in da gremo še en korak naprej, se pravi, ne samo, da osebo prepoznamo, ampak da bo še bolj pomembno, da znamo k tej osebi pristopiti in ji tudi ponuditi pomoč po naših najboljših močeh. Mogoče lahko ta pristop primerjamo z tisto klasično obliko prve pomoči, ki jo poznamo vsi, predvsem pa tisti, ki imamo opravljen vozniški izpit, ker vsi vemo, da opravljen tečaj oziroma izpit iz prve pomoči je pravzaprav pogoj za to, da posameznik lahko sploh pristopi k vožnji avtomobila. To, da mi imamo opravljen tečaj iz prve pomoči, še ne pomeni, da mi znamo, operirati ali pa izvajati kakšne zahtevne medicinske ukrepe. Zagotovo pa vemo osebo v nekem akutnem zdravstvenem stanju ali pa v primeru nesreče stabilizirati, dokler ne pride strokovna pomoč. In psihološka prva pomoč nekako sledi podobni oziroma isti logiki. To se pravi, da vsak od nas lahko razvije neke osnovne veščine in znanja, s katerimi lahko prepozna osebo v duševni stiski in ji tudi pomaga, dokler se ta duševna stiska ne razreši oziroma, še bolj pomembno, dokler oseba ne najde oziroma se ne obrne na vir strokovne pomoči. Kako pa lahko opazimo, da ima nekdo težave, da je nekdo v stiski? Kateri so tisti znaki, na katere moramo biti pozorni? Znaki duševne stiske oziroma razvijajoče se duševne bolezni se nekoliko razlikujejo, glede na to, za kakšno stanje gre. Ampak načeloma pa neko splošno vodilo nam je lahko, da je prav, da smo pozorni na neke vedenjske spremembe pri osebi, ki trajajo dlje časa in ki za to osebo niso značilne. Denimo, če dlje časa opažamo, da oseba, ki je bila prej mirne narave, je zdaj bolj konfliktna, oseba, ki je prej bila družabna, se umika v samoto, oseba, ki je prej bila zgovorna, dala nekaj na svoj videz, skrbela za svoj videz, telesno zdravje in tako naprej, te aktivnosti zdaj opušča. Vse to so nam lahko znaki, da pomislimo na to, ali se z osebo nekaj dogaja. Seveda je vse to še toliko bolj, alarmantno, če lahko uporabim ta izraz, če vemo, da se je tej osebi pred kratkim v življenju kaj zgodilo. Mogoče je oseba šla skozi kakšno izgubo partnerskega odnosa, izgubo bližnjega zaradi smrti, izgubo službe, mogoče so se pojavile kakšne zdravstvene težave. Se pravi, če vemo, da se je tej osebi pred kratkim nekaj dogajalo in hkrati izkazuje te znake, takrat je prav, da se ustavimo in razmislimo o tem, ali se mogoče z osebo vendarle nekaj ne dogaja. In kadar se nam zdi, da se s to osebo nekaj dogaja,
Se pravi, da si mislimo, da doživlja neke vrste duševne stiske, včasih pa ne vemo, kako bi do te osebe pristopili. Kako, če sploh odreagiramo, ne? Lahko se zgodi, da enostavno ne naredimo nič, ker ne vemo kako. Morda se ne počutimo dovolj kompetentne, morda zato, ker menimo, to ni naša stvar, se ne bomo vtikali v te zadeve, ali pa pač se nam zdi, da ne moramo pomagati. Ne? Kako naj pristopimo, kako naj vzpostavimo komunikacijo? Ali je prav, da zignoriramo, ne naredimo nič, ali vseeno? Ja, vse, kar ste našteli, v bistvu drži, in vse, kar ste našteli, so glavni dejavniki, ki zavirajo ta korak, da bi mi do osebe pristopili. Pa mogoče bom začela na koncu, se pravi s tem, kar ste omenili na koncu, da ljudje dostikrat oklevajo, ali bi pristopili k osebi, ker se jim zdi, da bo to vmešavanje v osebno življenje nekoga drugega. In ljudje imamo to stališče, predpostavko, da ni v redu, da se vmešujemo. No, tukaj bi poudarila to, da pravzaprav s tem, ko mi izrazimo skrb za nekoga, ko pristopimo k nekomu, ne gre za vmešavanje. Oseba na drugi strani ima vso pravico, da našo pomoč odkloni oziroma da se z nami ne bo pogovarjala. Mi pa vseeno smo izkazali neko mero, bom rekla, skrbi za to osebo in smo ji pokazali, da smo opazili, da se z njo nekaj dogaja. Tako da to, da gre za vmešavanje, to pravzaprav ne drži. Drug zelo pogost razlog, ki ste ga tudi našteli, zakaj ne pristopimo, je strah pred tem, da bi naredili kaj narobe, oziroma prepričanje, da nimamo dovolj znanja. Zdaj, psihološka prva pomoč, tega sicer še niso omenile, nekako se sestoji iz 3 korakov. Prvi je prepoznava, drugi je pristop, tretji je pa pomoč. Za laično javnost je popolnoma dovolj, če obvladamo prva 2 koraka. To se pravi, da prepoznamo in da pristopimo. Tretji korak, pomoč, tisto je pa potem lahko že bolj v domeni strokovnih pomoči. Tako da tukaj lahko vse nas razbremenim, da zato, da mi pristopimo k neki osebi, ne potrebujemo nekega strašnega strokovnega znanja, ampak potrebujemo predvsem sočutje in iskreno skrb za sočloveka. In da zdaj, če končno odgovorim na vaše vprašanje, kako pristopiti, ker to je del, za katerega opažamo, da je pravzaprav najtežjega narediti. Mogoče en tak najbolj preprost način je, da osebi sporočimo, kakšne spremembe smo opazili pri njenem vedenju. Mogoče lahko začnemo z vprašanjem, kako si, in običajno takrat oseba odgovori, sem ok, oziroma zakaj sprašuješ, in takrat lahko povemo, zdelo se mi je, da te vprašam, ker zadnje čase se mi ne zdiš več ta pravi oziroma ta prava. In potem opišemo stvari, ki so nas navedle k temu, da smo k sebi pristopili. Lahko rečemo, da opazila sem, oziroma zdi se mi, da se malo odmikaš od nas, včasih smo se pogovarjali, zdaj se mi zdi, da ti je to odveč, zdi se mi, da se izogibaš družbe, se pravi, povemo, zakaj nas skrbi in potem damo oziroma osebi omogočimo prostor, da pove, ali so naše opažanja pravilna ali ne. Kaj pa lahko naredimo, če se oseba ne želi pogovarjati oziroma ne želi naše pomoči? Zdaj, ko smo mi do osebe pristopili, se pravi, ji povedali, kaj smo opazili, oseba seveda lahko odgovori, hvala za skrb, ampak v redu sem. Potem imamo mi še vedno možnost, da sporočimo tej osebi, ok, sem vesela, da si v redu, no, ampak vseeno, če boš kadarkoli rabila se pogovarjati, bi rada, da veš, da sem tu in se lahko obrneš name. To je en način. Ne? Se pa zna tudi zgoditi, da oseba potrdi naše domneve, se pravi, da nam sporoči, res je, da se mi v zadnjem času veliko stvari dogaja in nisem ok, ampak
ne mi zameriti, ne bi se rada o tem pogovarjala. Včasih se reče, ne bi se rada pogovarjala o tem s teboj. To seveda zaboli, ampak pomembno je, da imamo v mislih, da tukaj ne gre za nas, ampak gre za to osebo. Se pravi, njeno zavrnitev, ki v bistvu niti ni zavrnitev, ne jemljimo osebno. Osebi sporočimo, glej, hvala, da si mi to povedala, razumem, vsak si pač sam zbira ljudi, s katerimi se bo pogovarjal, ampak kljub vsemu bi rada, da veš, da če kadarkoli se ti bo zazdelo, da se lahko tudi midve pogovarjava, sem tu. Se pravi, spet povemo, da smo osebi na voljo, vkolikor si bo premislila. Ampak verjetno so pa tudi neke besede ali pa fraze, ki se jim je pa fino izogniti, ne? Kako je s temi se bo minilo, pa ne pretiravaj, saj tvoji problemi pa res niso toliko veliki. Zakaj je pomembno, da se takim izjavam izogibamo, no? Da niso najbolj primerne? Se pravi, kar se tiče izbire besed, smo ugotavljali, da strah pred tem, da bi izbrali napačne besede, ljudi tudi pogosto ovira, da bi nekomu ponudili pomoč. Ampak tisto, kar je potrebno tukaj izpostaviti, je, da pravzaprav besed oziroma fraz, ki so res napačne in ki lahko naredijo škodo, je zelo malo. Če smo mi pristni v svoji želji in v svoji skrbi temu človeku pomagati, je to mnogo bolj pomembno kot izbira pravih besed. Ker pravzaprav kaj pa so prave besede, ne? Zdaj, kar se pa tiče teh fraz, ki ste jih omenili, so pa to dejansko izjave, ki jih sicer velikokrat izrečemo dobronamerno, v želji, da bi osebo motivirali, mogoče napolnili z energijo, ampak na osebo, ki je v stiski, pa ima to lahko nasproten učinek. Lahko še dodatno bremeni to osebo, ker ji da občutek, da njene težave niso tako velike oziroma dovolj velike, in ji da tudi občutek, da se ne zna sama spraviti k sebi. Če rečemo, naprimer, nekomu se bo minilo, ne vemo, ali bo minilo, ker pač vsaka težava je specifična, ne? Se pravi, s tem mogoče vzbujamo neko lažno upanje. Če mi primerjamo naše težave ali pa težave nekoga drugega z težavami, s katerimi se sooča oseba, v smislu, se to, kar se tebi dogaja, sploh ni tako hudo, meni se je zgodilo še hujše ali pa nekomu tam se je zgodilo še hujše. S tem v bistvu omalovažujemo težave, ki jih ima oseba, in spet lahko nehote posredujemo občutek, da oseba ne zmore obvladovati svojega življenja. In v tem smislu je pomembno, da imamo skozi v mislih, da vsaka težava je v tistem trenutku za tisto osebo največja. Tudi če se nam ne zdi, oseba to težavo gleda skozi svoje oči in ona jo vidi drugače kot mi. Tako da vzamemo težavo kot takšno, kot je, in je ne omalovažujemo. Veliko boljše kot to, da poskušamo osebo bodriti, v smislu, se bo minilo, se ni tako hudo, da se spravi se k sebi. Veliko boljše kot to je, da vse, kar nam oseba pove, sprejmemo brez obsojanja, brez vrednotenja in osebo preprosto poskušamo razumeti. Se pravi, ne gledamo iz našega osebnega stališča, ne? Ampak se postavimo v vlogo osebe, ki je v stiski. Tako, ki je v stiski. Tako, mogoče bi lahko rekli, da poskusimo videti situacijo skozi oči tistega, ki situacijo živi. Kaj pa, ko se znajdemo v situaciji, ko nam oseba zaupa svoje težave, nam zaupa, kako se počuti, pa nas to preseneti in ne vemo, kako mu odgovoriti, kaj v tistem trenutku reči, kaj lahko naredimo takrat? To se dostikrat zgodi in v resnici ni nič narobe, če to tudi povemo. Lahko rečemo, naprimer, osebi,
Lej, to, kar si mi zdaj povedala, moram iskreno reči, da me je presenetilo, ampak kljub vsemu sem ti hvaležna, da si to delila z mano, ker mi ni vseeno zate in ker bi rada vedela, kaj se s tabo dogaja. Se pravi, ni potrebe potem, da smo neka navidezna, bom rekla, trdna skala, lahko izrazimo presenečenje, lahko povemo tudi, iskreno, ne vem v tem trenutku, kaj ti naj rečem, ker pač kakšne situacije dejansko so to takšne, da ni besede, ki bi potolažile pač tistega na drugi strani, ampak kljub vsemu pa lahko povemo, ne, se pravi, ne vem iskreno, kaj ti naj povem, ampak sem pa vesela, da se o tem pogovarjava. In potem tekom tega, ko se pogovor razvija, ne, mogoče tudi mi bomo bolje razumeli situacijo, v kateri je oseba, in bo v bistvu pogovor šel v svojo smer. Ker verjetno včasih lažje že samo to, da nekdo nekomu nekaj pove in da že to prvo stisko ven iz sebe, čeprav ne dobi tisti trenutek res nekega odgovora. Morda tudi sam ve, da nekega odgovora niti, da ne bo takoj rešitve, ne? Mislim, seveda, osebe dostikrat, oziroma največkrat, če se postavimo mi v vlogo tistega, ki je v stiski in se poskušamo spomniti situacijo, ko smo bili sami v stiski, velikokrat ne iščemo nasveta, ampak iščemo preprosto nekoga, ki bo v naši stiski za nami in ki nas bo poslušal, se pravi nekoga, ki bo razširil roke in sprejel naše besede in našo stisko. Kako pa odreagiramo, če začne oseba govoriti o tem, da si ne želi več živeti, da ne zdrži več? Moramo to jemati resno? Zagotovo moramo vsaka taka omenjanja, se pravi, bodi si omenjanje smrti ali pa omenjanje neke aktivne želje po koncu življenja, se pravi samomorilne misli ali pa namigovanje na samomor, vzeti resno. To so v bistvu tiste izjave, ki so mogoče najtežje jih slišati v vlogi nekoga, ki poskuša pomagati. Ampak tudi v tem primeru je pomembno, da osebi sporočimo, da se zavedamo, da ni lahko o tem govoriti, da se nam zdi to, da je to z nami delila izraz moči, tudi podpremo je v tem, da je v redu govoriti o negativnih stvarih, tudi o tako bolečih stvarih, kot je razmišljanje o tem, da bi končal svoje življenje. In spet se osebi v bistvu zahvalimo, da je z nami to delila. S tem v bistvu osebi posredujemo sporočilo, da je prav, da o tem govori in da smo tukaj zanjo, če želi. Tisto, kar je tukaj pomembno za izpostaviti, je, da ne obsojamo stvari, ki nam jih oseba pove. Včasih spet dobronamerno poskušamo osebi njeno situacijo prikazati, kot da ni tako huda. In tisto, kar tukaj je najslabše, kar lahko naredimo in ni ok, če to naredimo, je, da to njeno razmišljanje o samomoru ali pa željo po smrti označimo kot neumnost. Naprimer, da rečemo, ne govori take neumnosti, saj ne razmišljaš, da bi naredil kaj neumnega. Ne? Se pravi, s takimi izjavami, s katerimi mi vrednotimo razmišljanje te osebe, obremenimo in tega se je smiselno izogibati. V zadnjem času se sicer veliko govori o duševnosti, o duševnih težavah. Zdi se, kot da je pač na tem področju manj stigme, da mogoče včasih se je to, se mi zdi, bolj skrivalo, da danes lažje govorimo o tem. Pa vseeno slišimo navedbe, da so osebe z depresijo samo lene, da gre za neko iskanje pozornosti. Ali imajo lahko take označbe negativen učinek? Koliko je še prisotna ta stigma? Da gre v bistvu, če imam neke težave, da gre to v bistvu za nek neuspeh, da si to v bistvu nesposoben predelati to sam ali pa...
Ja, stigma na področju duševnih težav je še prisotna, ampak se je v zadnjem času, jaz bi rekla, da izboljšala. Tukaj je potrebno ločiti dve vrsti stigme. Eno je ta, bom rekla, javna stigma, se pravi neko splošno družbeno prepričanje, ki jo ima neka družba do oseb z duševnimi težavami. In običajno ta prepričanja grejo v negativno smer, če govorimo o stigmi. Točno v to smer, ki ste tudi sami povedali, ne, osebe so nesposobne, so lene, ne zmorejo poskrbeti same zase in tako naprej. In zdaj oseba, ki se sooča z duševno stisko in živi v družbi, v kateri je stopnja javne stigme visoka, v nekem trenutku to stigmo ponotranji. Takrat pa govorive o samostigmi. Se pravi, kaj oseba, ki se sooča z duševno stisko, misli o sami sebi in o drugih, ki se s tovrstnimi težavami soočajo. In tisto, kar kažejo raziskave, je, da pravzaprav ta samostigma nekako odraža oziroma zrcali to javno stigmo. In če oseba živi v družbi, ki duševne težave visoko stigmatizira, hkrati jih oseba tudi samo stigmatizira, kar je pa po drugi strani tudi en vidik oziroma en znak bolezni, potem je seveda ta odločitev za korak poiskati pomoči precej težja. Zato, kadarkoli govorimo o duševnih težavah ali pa tudi delamo na področju destigmatizacije, je nujno potrebno razmišljati na nivoju družbe, ker nihče od nas ne živi v nekem vakuumu, vsi živimo v svojih ožjih in pa širših okoljih in naše soočanje z duševno stisko in ne nazadnje tudi način, kako se bomo z njo spopadli, je odvisno od vsega tega, kakšna sporočila dobivamo od širše družbe, od naše, bom rekla, ožje socialne skupine, družine in bližnjih in potem tudi od nas samih. Se pravi, bolj kot bomo znali pristopiti do nekoga, se bo na ta način, na nek način tudi razbijala ta stigma. Absolutno, ja. In se pravi, ne moremo razmišljati v smislu, da skrb za duševno zdravje je samo skrb posameznika oziroma naloga posameznika, ampak moramo obrniti okrog oziroma razmišljati širše. Skrb za duševno zdravje je najprej naloga družbe, ker gre v bistvu v obe smeri. Kako nam pri pomoči osebi v duševni stiski lahko pomagajo smernice, ki so nastale na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, smo jih že omenili. Sestavljene so iz 3 korakov. Nam jih lahko, prosim, še enkrat. To so 3 P-ji. Tako je. Smernice za psihološko prvo pomoč so sestavljene iz 3 korakov, tako kot ste rekli, 3 P-ji. Prvi P pomeni prepoznava, drugi P pomeni pristop, tretji P pomeni pa pomoč. S tem, da se ta tretji korak, se pravi tretji P, nekako razdeli na pomoč, ki jo lahko nudimo laiki, in pa pomoč, ki jo lahko oziroma ki jo morajo nuditi strokovne službe. Zdaj, kako nam te smernice lahko pomagajo? V bistvu v prvi vrsti s tem, da ponujajo eno osnovno informacijo o različnih duševnih stanjih, hkrati pa ponujajo tudi povsem konkretne usmeritve in napotke, kako s kakšnimi vprašanji k osebi pristopiti, izkazati skrb in na kakšen način ji potem tudi pomagati. Zaenkrat imamo razvite 4 smernice. Smernice za primer depresije, smernice za primer paničnih napadov in pa smernice za primer samomorilnega vedenja in prekomerne rabe alkohola. Lahko rečemo, da prva psihološka pomoč, o kateri govoriva danes in za katero so nam lahko pomoč te smernice, lahko rešijo življenje. Ja, tako kot pristopi prve pomoči, tudi pristopi psihološke prve pomoči lahko rešijo življenje, ampak seveda pa ni vse odvisno od tistega, ki to pomoč ponuja. To je v bistvu zelo široko, zelo kompleksno področje.
ampak če človek naredi svoje najboljše, se pravi, odreagiramo ven iz svojih najboljših namenov, potem smo pravzaprav naredili vse, kar smo lahko. Kje pa so te smernice dostopne, kje lahko dobimo več informacij? Smernice so prosto dostopne na spletni strani Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira in tam so tudi informacije o izobraževanju, ki ga izvajamo na področju psihološke prve pomoči. Tudi širše je opisan pač ta pristop, se pravi koncept, kaj pomeni, in tako kot sem že povedala, tam si lahko posamezniki, ki jih to bolj zanima, smernice tudi snamejo. Omeniti pa moramo še, da so te smernice, namen teh smernic je nuditi neko prvo pomoč, dokler ni na voljo strokovna pomoč, ne? In oziroma dokler se ta stiska ne razreši. Menite, da se lahko vsi priučimo te veščine prepoznave in pa nekega osnovnega prvega pristopa? Ja, jaz bi rekla, da ja. Ker tudi smernice so prilagojene splošni javnosti in so napisane na tak način, da so razumljive splošni javnosti in ne samo strokovnjakom. Jaz mislim, da se teh veščin lahko nauči vsak od nas. Seveda vsak bo pomoč nudil nekoliko drugače, ker smo si vsi različni in pač vsak tej situaciji oziroma vsebinam pristopa tudi z nekimi svojimi lastnimi prepričanji, predhodnimi izkušnjami. Ampak ja, jaz mislim, da so to veščine, ki jih lahko usvoji vsak od nas. Predvsem pa, če imamo v mislih to, da je najbolj pomembno to, da smo najprej ljudje in soljudje, empatični drug do drugega in bližnjega, potem jaz mislim, da se te pristopi in te veščine lahko zelo lepo uporabljajo. Lahko potem za zaključek rečeva, da ko opazimo, da ima nekdo težave, da je v stiski, da mu najprej nudimo podporo tako, da jo slišimo, poskusimo razumeti in da ji prisluhnimo. Tako in predvsem se pa lahko tudi vprašamo, kaj bi si mi želeli v takšni situaciji, kakšnega človeka, kaj bi želeli slišati in mogoče potem lahko to tudi ponudimo drugemu. Najlepša hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Smernice za prvo psihološko pomoč so na voljo na spletni strani Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira in na Instagram profilu Psihološka prva pomoč. Vse povezave do smernic bomo objavili tudi v opisu današnje epizode. Hvala, ker ste bili z nami, vabljeni v našo družbo tudi prihodnjič. Z vami sem bila Katja in lep pozdrav do naslednjič.